Živjo, mi smo zadnji na spisku. Poslušate Radioaktivno. Spremembe je bila slišana skladba skupine Zadnji na spisku z istoimenskega albuma. Z mano v oddaji Radioaktivno pa vsi trije člani, Mišo, Miha in Matej. Zdravo. Živjo. Živjo, Dan. Živjo. Ste zadnji na spisku? Ja, včasih tudi ne. Kot pa slišate, ste danes prvi na spisku, kajti ste prvi v oddaji. To je super, to treba kdaj biti, ne? Ja. Ali mogoče, Miha, je kdaj dobro biti zadnji? Prav gotovo. Če je kakšen spisek za kakšno stvar, ki si ne želiš delati, recimo, je idealno biti zadnji, ne? Ali pa sploh ne biti na spisku, no? Ampak ja, v vsakem primeru se splača vsake toliko biti zadnji na spisku. Ja, verjetno, če bi stal pred strelskim vodom, bi bilo dobro biti zadnji. Recimo, ja, ali pa mogoče res, no, odvisno na kateri strani, ali bi bil med vojaki ali med tistimi, ki so pred zidom, no, ampak no, to so malo težke debate, no, ampak v vsakem primeru, ja, se strinjam, ja. Zadnji ali pa sploh ne na spisku, ja. Matej, kateri si ti najraje na spisku? Ja, zadnji, ne. Ampak včasih je dobro biti tudi prvi, ne. Kako ste prišli do tega imena? Tole bo pa Miha bolj vedel povedati, menda. Drugače pa zadnji komad na plati je tudi zadnji na spisku in nekako se nam je zdel, najprej bil komad zadnji na spisku, pa se nam je dopadal še kot imeno. Se mi zdi, da paše vsemu skupaj. Ja, glede, kako smo pa prišli do tega najprej komada, recimo, oziroma imena, bilo je pač tekom teh koronskih časov, ko smo se pogovarjali tam v prostoru, kjer vadimo, no, in je debata nanesla, enkrat smo bili skupaj na tem festivalu praženega krompirja, nekje na Dolenjskem, no, in je bila debata, kdaj bo pa zdaj se to odprlo, in je Matej rekel, ja, to bo pa zadnje na spisku, da bo pa tole odprlo, no, pa nekako je to pa šlo. Čeprav pesem ne govori zdaj o testenjem krompirju, čeprav ga imamo načeloma vsi radi, ampak tako vseeno je tako prišlo do tega. Matej, očitno si bil zadnji za porcijo na vrste. Ja, ne vem. Ne, je bilo tako, da seveda bo vse prej, ker festival testenega krompirja, čeprav zakaj pa ne bi bilo to najprej odprto, misliš, ne bilo dobro. Ne vem, a to očitno je to tudi COVID vzel ali kaj, to ne vem, no, ampak ni bilo zaslediti več, da je bilo še kaj teh festivalov. Mislim, da se ta festival seli po Sloveniji. Ja, včasih se je, no, zdaj pa ne vem, a to še gre ali to pač zasledili, saj jaz še nisem, no, ne vem, odkar se je zdaj odprl in držim pesti, da bomo zasledili in da gremo na kakšno porcijo. Tudi jaz, kajti to mislim, da najboljši krompir. No, se strinjam. Mišo, pričeli smo skladbo Spremembe, so te potrebne ali smo jih že doživeli? Ja, no, ne moreš cel life delati isto, ne, pa pričakovati spremembe, tako je, ne. To je nekako, ne, tako kaj je. So potrebne drastične spremembe ali so lahko samo male spremembe?
Ja, čisto odvisno. To je to. Ja, včasih večje, včasih manjše, ne? Da ni skozi isto. Druga, ki jo bomo spustili, bodo Novi cajti. Tako, zdaj kaj povedati, zdaj novi cajti zdaj so lahko skozi, lahko se pa ne zgodijo. Zdaj, ne vem, zdaj kaj. Skratka, tudi glede sprememb bi mogoče to lahko rekli, da zdaj, mi nismo zdaj neki, da bomo zdaj solili vsem pamet, to je to čist osebno, ne? Vsak ima neke svoje zadeve, ki jih počne in priporočamo, da če sam jamra za šankom nekje, da naj mogoče nekaj naredi, neko spremembo, pa po možnosti na boljš, no? Če se le da, pa bo bolj zabavno, ne? Pa mogoče malo manj jamranja. Recimo isto z novimi cajti, pa ne zdaj. Ko naredi spremembo, pridejo novi cajti, ne? Recimo. Zdaj so novi cajti, stari cajti, takih več ni, ni več tisti, ti si kriv. Zdaj so novi cajti, nove pasti, ko to pride, ko se zgodi. Ko se boji črnega moža, ko se boji vsak, ki ga pozna. Novi cajti in zadnji na spisku. In kdo od vas treh se boji črnega moža? Vsi po malem, po mojem. Ta črni mož se je pojavil noter kot neka, kaj ćemo reči, vsak se nečesa boji, to je črni mož v tem primeru. Kot neka nespecifična, kaj se temu reče, strah. Zdaj, kdo se ga pri nas najbolj boji, pa no, vsak zase. Ja, ima novi cajti, ne, skozi so neki novi cajti, ne, in zdaj, mislim, v vsakih novih cajtih so ene stvari v redu, ene ne, in vsaki novi cajti prinesejo tudi nove pasti, ene se ponavljajo, ene pridejo nove, so bile prej drugačne, to je nekako taka sporočilo mogoče tega komada. Torej, se bojite črnega moža in ne črnega Petra? Ja, kaj pa jaz vem, no. Črnine se bojimo, no, na splošno, no. Mogoče edine metliške se ne toliko, no. No, kakor kdaj, no. Ja. V sporočilu ob izidu albuma ste napisali, da ste trojni koncentrat sleherništva. Ja, drži, ne. Sej v resnici vse te stvari, v katerih pojemo, ne, se nam zgodijo ali pa ne, slišimo o njih
pač v vsakodnevnem življenju in ne, to je to. Ne. Ja, nismo zdaj tlele, da bi odkrivali smisel sveta in življenja in ne vem kakšne filozofske modrosti. Mi smo bolj lepo na prvo žogo, gume treba menjati, ne vem kaj, metliško črnino spiti vsake toliko, po možnosti ne preveč jamrati, ali pa tudi, no, da gremo tako slovensko folkloro zraven. Tako, no, nobenih višjih modrosti, lepo čist, no, preproste stvari, no, zdaj pa je pa stvar poslušalca, če viče kakšno večjo modrost tle not. Ker se jo da tudi videti, no, recimo. Piše, da ste razpeti med službo in družbo ter šankom in punkom. Tako je, večina teh komad je nastala v ponedeljek po službi, no, bodimo iskreni. Takrat imamo namreč vaje. Pomeni, da se potem ponedeljek zelo vlekel? Ja, ampak se dobro zaključi na placu, lepo sosedemo, malo pomenimo, kakšno pivo spijemo in pol se delajo komadi, ne. Rezultat slišite. Ste potem plod pandemije? Na nek način niti ne, ker so eni komadi nastali že veliko prej, v bistvu. Malo smo jih drugače zapakirali. Imamo pa, se mi zdi, vsaj dva kar direkt malo povezana, kakšni so pa mogoče malo posredno. Tako da ja, neki seveda je. Predvsem smo se pa to nam je bil malo pobeg tudi lih med pandemijo, da smo se malo dobivali na placu. Veliko ustvarjalcev se mi zdi in glasbenikov si med tem, ker ni bilo drugih špilov, si vzeli cajt, pa so marsikakšen projekt skupaj spravili. Mi smo recimo tega, evo. Ki pa nastaja kar nekaj časa. Ja, drži v resnici, ne. Dejansko je to eno nadaljevanje pač našega skupnega igranja, ki pa res zdaj že sem okrog 20 let, ne. Tele skladbe so se pa začele pojavljati, svojih 5 let nazaj, tam nekje, ne. Čisti začetki, no. In pol pa počas, vmes je bila pač seveda ta pandemija, ne. In pol je pa, ne. Predtem, potem smo bili pa kar aktivni, no in evo to izdelek. In naslednja bo čez mejo. Če pogledamo tukaj v Ormožu, 200 metrov stran pa smo že na Hrvaškem. Ali pa niti toliko ne, zračne razdalje. Ja, drži, ne, to je to, ne. Ja. Kako daleč pa ste vi do meje? Ja, smo malo bolj centralni, no, ampak vsaj kjerkoli v Sloveniji si na nek način blizu meje, ne. Ker govor je tle lahko tudi v neki drugi meji, ne? Če smo čisti iskreni, mogoče v teh naših mejah v glavi. No? Tako da spet je stvar interpretacije, ki jo puščamo prosto cenjenim poslušalcem. Hvala. Kaj ti teh meja v glavi je vse več? Ja, ne vem, če bi se strinjal. No? Ne bi vedel v resnici, no? Zdaj jih več ali manj, mogoče so malo drugačne, ampak jaz mislim, da je to v človeški naravi, no? Da so eni malo bolj omejeni, eni pa malo manj. Verjameš, Alen, da sem bral pred časom, če bi želeli danes posneti serijo Alo, je več ne bi mogli. Kajti tam je toliko zadev, ki bi danes bile sporne, pa moralno sporne zaradi vseh meja v glavi. Možno. Gotovo, ja, so neki taki zanimivi časi, da je mogoče res veliko nekih novih mej postavljenih, ki jih včasih ni bilo. Tako da ne vem, ali je to dobro ali ne, bo že čas pokazal svoje. No. Prossima fermata, Alamanni, stazione Santa Maria Novella. Repis út čez mejo, ne more več ne bi. Sam doma
Zadnji na spisku, z albumom Zadnji na spisku, oddaji Radioaktivno. Ste kaj preverili, kaj o vas pravi umetna inteligenca? Ne, v resnici nismo. Jaz pa sem vseeno poskusil za pripravo tega intervjuja in prvo vprašanje, ki sem jo zastavil, sem napisal samo Zadnji na spisku. Umetna inteligenca pa odgovarja: oprostite, ampak ne razumem, kaj točno želite povedati, ali mi lahko prosim pojasnite več podrobnosti. Ja, ne vem, pa očitno ta umetna ni toliko inteligentna, ali pa da bi našla odgovor. Ne, malo za hec. Ne vem. Jaz mislim, da je umetna inteligenca narejena tako, da je prva na spisku in ta koncept, da bi bila zadnja, ne razume enostavno. Ne. Ali mogoče imate ste preveč skrite, še vedno nekje pod zemljo, da vas ne najde? Pa to je verjetno del resnice, zadeve se malo popravljajo, ampak ja, predvsem, kolikor je meni znano, smo mogoče celo preveč novi za umetno inteligenco, nas še ni našla na spletu. Ampak vseeno, potem sem bolj radoveden, pa opišem zraven še band Zadnji na spisku, takrat pa že tudi postane malo bolj inteligentna. Ali mislite na Zadnji na spisku slovenski glasbeni band, se vpraša sama sebe? Zadnji na spisku je band, ki ga sestavljajo Mišo Drobež, Miha Friedrich in Matej Tekavčič. Band je znan po svojih svežih hitih, ki so polni energije in drznosti. Njihova glasba je mešanica različnih slogov, kot so rock, punk in še več. Pa evo, pa kje mi rabimo te PR tekste, bomo s ChatGPT-jem jih bomo generirali zdaj naprej, evo, to je to, v nulo, kaj ne rečem. No, to je sicer bingova umetna inteligenca. Pa se to mislim, da je oboje isto zdaj, ker mislim, da je Microsoft vse kup. Je zadela o vas, ste to, kar je napisano? Smo. Trio zagotovo ste, to vidim. Ja, tudi mislim, da po priimkih smo kar, ne vem, če je moj prav napisan, ampak verjetno je. No? F-R-I-E-D-R-I-C-H. Ja, super, ja, no, odlično, ja. Pa sploh vse štima, no, vse štima. Punk band pa ste? To pa je zanimivo vprašanje, ne vem. Jaz bi rekel rock, no. Tako da tlele, ja, rock v osnovi, no. Tako, ja. So pa prvine vsega, no, tega. Jaz bi rekel, naša značilnost je to, no, da je veliko kitare, da so močni ritmi, da je večglasno petje, da so melodije, energija, no, tako bi rekel, no. Tako da jaz mislim, da to so vse prvine rocka, zdaj, če nekdo to označi kot punk, ja, tudi komot, zakaj pa ne. 20 let sem prej slišal, da ste že skupaj, oziroma da nekako 20 let nazaj vlečete korenine. Tako, ja. 20 let se je nazaj se začel, ko smo mislim, da ja, ko smo vsi trije popadali prvi letnik na faksu in vsak dan je nekdo prišel, ja, jaz tudi nisem naredil in smo se dobivali tam na enem placu, tam, ko smo vadili, ko smo malo džemali, ne, po domač povedan. No in pol iz tega se je razvil en tak lep band General Musashi, ki je igral bolj, ki še recimo, da samo spi zdaj, no, zaenkrat počiva, zaenkrat pa recimo, da še ne v prehudem meru. In sicer smo igrali malo bolj tak blues, rock, boogie in smo imeli enega pevca, ki je bil malo bolj zgovoren, recimo tudi kot mi, ne, zato je za nas zdaj to prvič, da tlele sploh. Ja, danes bi ga zelo rabil. Ja, no in tako se je pač pol nekako en tak mehek prehod je rato, da smo pa zdaj pol, pa so bila angleška besedila, on je pel in on je bil ikona, no. Ampak je zdaj preveč zaseden enostavno svojo službo in smo nekako sami ostajali na vajah in smo začeli kar sami peti in bolj enostavne besedila, lepo v slovenščini in smo mogli tudi mogoče malo samo igranje poenostaviti. In v glavnem zdaj uživamo in se imamo radi tudi z našim Jernejem, pevcem bivšim. Mislim, ni bilo to, niso bili kakšni hudi, kakšne kreganci ali kaj sem kaj. Skratka, vsi se imamo radi in radi igramo in radi se družimo in tako naprej. Je bil težek korak od samo inštrumentalista, sedaj tudi do vokalista? Težek je težka beseda, kle. Predvsem se je kar zgodil, pa smo pa nekako ugotovili, da nekaj novega je, no, ker zdaj tiste inštrumente smo tok in tok let že počas, se ne da ti je dolg čas, no, ampak kle, ko smo začeli, recimo vsi 3-5, smo pač neka druga dimenzija, s kakšno drugo zadevo se ukvarjaš bolj kot s svojim inštrumentom in je, ne vem, tako kot rekel Miha, predvsem nam je zabavno. Naslednja, Vse bom kupil. Ja, ta komad je pa malo, mogoče govori o potrošništvu, ali kaj ćemo reči. Spet je več dimenzij v tem komadu, ampak ta glavna je pa, ja, da včasih radi preveč ne kupujemo, mogoče. Popust, daj mi popust! Tle se kupuje in prodaja.
da zaleta, s kešom v štacuni ali pa s kartico prikrita. Kupu, se bom kupil. Darja ni velika, ampak jaz ne bom obupil, tudi če na obroki ni da neki si bom. Kupu, se bom kupil. Vse se plača, vse se plača, vse se dobi, vse se dobi. Nar obrača, nar se obrača, za naši ljudi, za naši ljudi. Mišo, Miha in Matej, člani skupine Zadnji na spisku, z mano v oddaji Radioaktivno. Kot smo rekli, trio ste, bi tudi lahko rekli klasična rock zasedba. Kaj pa vem, sam trio je energična reč, no. Če orang špila, se da fejst dobro energijo iz tega dobiti, no, in veliko je bilo trio v roku in ja, realno ja, klasična, ja. Vi dejansko nimate nobene prave balade. Ne, nismo še tam zaenkrat. Kaj pa vem, smo že prestari za balade, po mojem. Mišo, ti si na kitari in vokalu? Ja, ne, saj ko je trio, dejansko morajo vsi delati več stvari naenkrat, ne, mislim, torej vsak od nas treh mora igrati po en inštrument, ne, zato da pride pač ta rock zvok, ne, in potem še petje pride, ne, zraven, tako da vsi smo polno zasedeni, kar se dogaja. Je to tvoj edini in prvi band, ali si že kje drugje nabiral kilometrino? Ja, v resnici v tej ekipi, ne, se to delamo že 20 let, tako da ja, ne, to je nekako ta band. Miha, ti si bobni vokal. Tako, ja, recimo bolj, Mišo je glavni vokal tlele, no, mi dva sva spremljevalna z Matejem, ampak tako uživamo, ko vsi skupaj tam zapojemo kakšne harmonije, je tako, ja, skratka se zelo zabavamo zdaj tudi s tem petjem, no. Ti si sicer bolj v ozadju običajno? Ja, tako, ja. No, ampak glih zaradi mikrofona lahko pridemo v spredje, ker lahko kar nekaj blebetam, tako kot zdaj recimo, in me vsi slišijo in imam občutek, wow, to je pa čisto nekaj novega, ne. Zdaj me pa lahko še kdo pogleda tam celo. Zadnji na spisku so tvoj prvi in edini band, ali si že imel tudi kaj kilometrov, kje drugje? Ja, so tudi kilometri še drugje, tudi še zdaj, no, trenutno je še kar veliko enih zasedb, pa tako, ampak recimo, da največji del mojega srca je tle, no. Ker pač tlele mi ustvarjamo neko avtorsko glasbo in to je čisto nekaj drugega, kot če igraš, ne vem, na porokah ali pa, ne vem, še marsikje, no, ki igram recimo kakšne priredbe tudi pa tako, no. In Matej, še ti, bas in vokal? Tako je, mislim, da je situacija podobna, kot je Miha povedal, pač mi, da smo back vokalista, pa hkrati skrbimo mogoče še za nek ritem vsem skupaj. Predvsem je pa, ja, tako kot je Mišo rekel, v bistvu na nek način je v bistvu si skozi kar zaseden med tem, ko se igra, da tako rečem.
Poleg tega je pa zabaven, ker recimo lahko že danes, kakor ta produkcija recimo poteka po raznih studijih, mi pa recimo večinoma že kar na placu, medtem, ko igramo, je bolj kot ne, je tudi to, ker imamo pač 3 inštrumente pa 3 vokale, kaj dosti več, pa se že ni treba tej zvrsti. Tako da kar že zadeva, kar zveni že sam kot trio. No? Si edino član pri zadnjih na spisku ali še kje druge? Kje začnemo? Ja, recimo, da sam trenutne igram bas še pri Fat Horses, pa pri Monolith, igramo tudi z eno zasedbo Saga do Dub, z Andražem Hribarjem, pa če koga pozabil, bo zelo jezen zdaj, ampak mislim, da je zaenkrat to to. No, torej moraš kar neke različne glasbe igrati. Ja, sej mogoče pa tudi to del te zabave, no, ker različne glasbe vsaka malo drugače pristopiš zadevi in je tudi kar zabavno. No. Naslednjo, zmeri jih je več? Zmeri jih je več, je spet taka življenjska situacija, ne. Pač si na morju in je gužva, ne. To je to, se nimaš kam dati, vse kar bi rad je pa pač v miru spil svoj topoper, ne. To je to. Zmeram jih je več, en gre pa prijeta. Zdaj smo pa že 3, zmeram jih je več, en gre pa prijeta. Zdaj smo pa že 4, zmeram jih je več, en gre pa prijeta. Zdaj nas pa že 5, zmeram jih je več, en gre pa prijeta. 6 je pa že malo preveč, 6 je pa že malo preveč. 5 modelov je odveč, 5 modelov je odveč. 6 je pa že malo preveč, 6 je pa že malo preveč. Nima se več kam uleč, nima se več kam uleč. 6 je pa že malo preveč, zmeram jih je več, en gre pa prideta. Zdaj smo pa že 3, zmeram jih je več, en gre pa prideta. Zdaj smo pa že 4, zmeram jih je več, en gre pa prideta. Zdaj nas pa že 5, zmeram jih je več, en gre pa prideta. 6 je pa že malo preveč, 6 je pa že malo preveč. 5 modelov je odveč, 5 modelov je odveč. 6 je pa že malo preveč, 6 je pa že malo preveč. Nimam se več kam uleč, nimam se več kam uleč. 6 je pa že malo preveč. To je zgodba o tem, da si na dopustu, na plaži, se hočeš spočiti, iščeš svoj mir, ampak je gužva. Vse, kar rabiš, je samo ena senca, pod katero bi se ulegel in umeral spil tist svoj topoper. Zmeram jih je več, en gre pa prideta. Zdaj smo pa že 3, zmeram jih je več, en gre pa prideta. Zdaj smo pa že 4, zmeram jih je več, en gre pa prideta. Zdaj nas pa že 5, zmeram jih je več, en gre pa prideta. 6 je pa že malo preveč, 6 je pa že malo preveč. 5 modelov je odveč, 5 modelov je odveč. 6 je pa že malo preveč, 6 je pa že malo preveč. Nimam se več kam uleč, nimam se več kam uleč. 6 je pa že malo preveč. Zadnji na spisku, to je vaš prvenec. Veliko materiala ste pripravili, kar 15 skladb, čeprav so res bolj tisti krajši varianti, kot bi rekli danes radijskem standardu, dolgem tam do 3 minute. Tako, ne, to je bil naš namen vedno, da bi nas radi čim več vrteli, ker vemo, da imamo tako zelo fajn komercialno glasbo, ki imajo vsi radi in malo se hecam, no, ampak pač taka zvrst muzike je hiter tempo je, tako da mi lahko v 2,5 minute povemo to, kar en pop glasbenik v 5 minutah recimo, tako da se mi zdi, da je čist fajn, kar se tiče šparanja s časom, ker čas pač hiter teče in bo hiter vsega konc, tako da se mi zdi, da je čist fajn, da počnemo to, kar počnemo. Danes pop glasbeniki povejo vse v manj kot 2 minutah. Aha, no, super, hvala za to informacijo. Kdo skrbi za avtorstvo glasbe, besedil? Ja, kaj ćemo reči, načeloma kar vsi 3, ne. Zadeve so glavne začenjajo kot ideje na omenjenih ponedeljkovih vajah, pol pa malo sproti spilmo, verjetno za končno verzijo tekstov vsem skrbi Mišo, da tako rečemo. Je pa nekako smo 3, no? Vsi 3 mislim, da prispevamo svoj kos. Mišo, potem si ti lektor in cenzor? Pa mogoče, no, evo.
Na nek način. Na koncu mora on to pet, tako da je on mora imeti glavno na koncu. Je pa res, da je fajn, ker smo trije in se lažje zmenimo, ker je vedno sta 2-1, ne, v končni fazi. Tkač, demokracija lepo dela. No, tako. Če bili 4, bi bilo že problem. Ne. In tematika, ki jo najpogosteje vpletate v besedilo? Sleherništvo. Jaz mislim, da to lepo povzame. Vse to, kar nas dnevno dejansko bombardira? Tako, to je to. Tematike torej ne manjka? Prav zares niti ne. Mislim, ja, ne manjka. Če bomo dokler, ja, ne manjka, nimam kaj. Ja. Naslednja bo policijska ura. Vsi se še spomnimo. Ja, ne vem, jaz sem že skoraj malo pozabil, oziroma zdaj se že spominjam v takih, kada so to neki romantični časi, kako je bilo luštno, ker smo mogli 10 minut pred 9 na kolo pa laufati domov, da me ne bo kakšen policaj 1 minuto po 9 tam že ganjal. Ne. Tako da, no, so bili zanimivi časi, ampak smo čisto veseli, da so zdaj mimo in, no, in ta je dost tak specifičen, taka pesem, ki je v tistih časih nastala in mislim, da je to zelo očitno tudi, kar se tiče besedila. No. Tako da ja, no, en lep spomin, no, recimo. Spet je bil ponedeljek in na placu smo bili vajo. Družili smo se s frendi, ker tudi oni tam igrajo. Pršet so še unikane, dobro že poznajo. Kot se ruske policijska ura. Policijska ura. Policijska ura. Policijska ura. Najprej pride zakon, počele kultura. Spokite stvari, pejte tam, konc je žura. Pulsa ni več, sače marica pura. Ko pa pride policijska ura. Policijska ura. Policijska ura. Policijska ura. Niso bili za hece, da so nas sedeli, ampak nima veze, drug teden gremo spet, hej! Policijska ura. 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 Policijska ura in zadnji na spisku. Upam, da sedaj, ko ni policijske ure, ne širimo kakšnega virusa. Ja, jaz upam, da ne. Kakšnega pa? Mogoče lahko širimo virus veselja. Ja, za marsikoga je tudi to nezaželjen. Ah, joj. Mislim, no, mogoče je sam kakšna strokovna pomoč, ki mi nismo tam za to, ampak v vsakem primeru mi bi radi širili sam dobro voljo, no, če ostanemo pri tem veselju. No. Tako da, ja. Čeprav pa obstajajo glasbene terapije. Ja, verjamem, ja, tudi ne vem kva, neki gongi, pa ne vem kaj še vse. Zdaj mi prisegamo na to zvočno kopel distorzirane kitare in pač širimo pač to vrsto terapije. No, tako. Promocijo izdelka ste že imeli meseca maja? Ja, drži v Ortobaru v Ljubljani. Takrat je, jaz mislim, da čist se lahko reče, da uradno je šel tale naš album in smo to tudi igrali v živo, vse, kar je na njem. Kako so poslušalci sprejeli prvenec? Ma super je bilo, fajn. Jaz mislim, da so bili, mislim, luštno je bilo, no? Mislim, energično, veselo. Ja? Ste potem igrali kot šus v enem kosu?
Ja, seveda. Ja, ker ni pač zato, da smo lahko čim prej šli dol in spili tisto pivo, no, recimo, no, po domač povedan. Sicer je pa tudi tako, da kar je zanimivo v tem šusu, da kakorkoli so kratki komadi, je vse si na koncu kar zmatrano. Hiter gre mimo, ampak je pa intenzivno, no, vse skupaj. Je bilo še kaj drugih odrov potem? Ja, lih zdaj smo imeli septembra, smo igrali na obletnici enega društva tam na Dolenjskem, Punk Kura. 15 let mi je bilo, mislim, da je bilo v Soteski. Drugač pa v bistvu ne, ker je bila tale poletna pauza, malo smo pač preskočili poletje, da tako rečem. Imamo pa zdaj v planu, no, skoraj vsak mesec je neki, seveda pa se nabranimo, organizatorji čakamo na vaše vabilo. To je nekako zdaj trenuten plan, da bi ta izdelek predstavili čim širši publiki, da tako rečem, na čim večjih koncih Slovenije. Naslednja, Cool v lifeu. Tako, ja. Ja, to je moto, ne. Življenje nam mora biti cool, ne. Je pa spet tako malo, kaj ćemo reči, hudomušen komad, kakšen izraz. Je pa tudi, ta mislim, da je tudi en, ki je že nastal precej let nazaj, no, in imel več oblik, ampak pa smo nekako naredili takole punkersko. Benza nam je zmanjkal, boni so nazaj, pa nobene vido kdaj. Klavrna je scena, težek je slučaj, pa nobene vi zakaj. A nam bo še kdaj cool v lifeu, a nam bo še kdaj cool v lifeu. Štrom se je podražil, recesija je nazaj, pa nobene vido kdaj. Pošla je draginja, slab je položaj, pa nobene vi zakaj. A nam bo še kdaj cool v lifeu, a nam bo še kdaj cool v lifeu. Zime nas pa kaj, drva so nazaj, čakamo na maj, cool v lifeu. Cool v lifeu, a nam bo še kdaj cool v lifeu, a nam bo še kdaj cool v lifeu, a nam bo še kdaj cool v lifeu. Cool v lifeu, cool v lifeu, cool v lifeu, cool v lifeu. Cool v lifeu in zadnji na spisku. Izdelek je že nekaj časa zunaj, kako so ga sprejeli poslušalci? Jaz mislim, da v redu, no. Tudi na kakšnem radiju se zavrti in igramo naokoli. Mislim, super, no. Ja. Išel je še v fizični obliki. V fizični? Ja. Kajti danes je to že bolj nenavadno. Ja, to je mogoče res, ja, ampak kaj pa vem, no, se smo mi tudi malo, kar se tega tiče, staromodni, pa tudi naši kolegi v glavnem, no. In se nam je zdelo vsem, da je fajn imeti nekaj v fizični obliki, pa nekomu da zdaj tudi, če se nekomu tam praši zdaj, ampak mislim, vsem je fajn nekaj z rokam parijetno, tako kot, ne vem, tensten krompir pa metliško črnino v končni fazi, no. Tako da mislim v tem smislu in imamo v glavnem to za, pač malo za neko promocijo, no, se ni zdaj bilo nikoli mišljeno, da bi zdaj, ne vem kaj, si zaslužili za, ne vem, karkoli, no, ampak skratka v glavnem tako, no, da lahko nekaj nekomu daš, no, tako. Zaslužili boste toliko, da si boste lahko v Avstriji kupili hamburger za €40. Kje pa je za €40? Tako pravi avstrijski kancler. A res? Aha, no. No, smo očitno predaleč od avstrijske meje, da bi slišali za take uporabne informacije. Ja. Album je potem možno dobiti pri vas? Tako, ja. Lahko nam pošle kdo tudi mail na zadnji na spisku, na Gmail se bomo prav dobiti. Drugač ga pa v glavnem na koncertih se ga da dobiti. Smo pa seveda tudi na vseh teh platformah, na to smo v bistvu pol dali kmalu po izdaji
Najprej zadeva bila pač v fizični obliki. Zdaj pa mislim, da že od poletja tudi na vseh pravzaprav streamih. Kakšen je tam odziv? Nisem čisto pogledal statistike, ampak mislim, da bomo pogledali pol, ampak kar imamo v spominu je se kar presenetljivo veliko vrti in tudi na YouTubeu imamo, mislim, da zdaj karkoli že to pomeni, mislim, da je čez 5000 ogledov zdaj vsega skupaj, pa tam niso vsi komadi, mislim, da. Prav za streame pa ne vem zdaj z glave, ampak kar pride do nas so predvsem dobri odzivi zaenkrat. Sej slabih verjetno folk ne deli. Naslednja, ni več denarja. Ja, to je pa mogoče, ker si rekel prej, da nimamo balade, mogoče je to edina najpočasnejši komad iz iher, no, verjeten. Mislim, kaj lahko bolj sleherništvo, kot da ni več denarja. No. Mi je jasno, zakaj je bolj počasen komad. Ja, na nek način, kot je rekel Miha, včasih smo blues igrali, recimo, da je to še nek ostanek starih časov. Je pa, taka tematika, vsak ve, kaj pomeni, če ni več denarja. Ni več denarja in zadnji na spisku, na naslovnici albuma ste vi narisane? Ja, tako ja. Še kar dober, mislim, da nas je dobro zadev tale naš ilustrator, moj kolega v orkestru Mandolina Ljubljana, no? Gregor Batelino Prelog. Tako da tudi glede naslovnice smo glavno dobili kar pohvale, no? In tudi mi smo zadovoljni. Tako. In vsak ima pokrivalo svoje barve. Ja, nekako ja, tudi v živo imamo pokrivala svoje barve vsak. Mogoče del imidža. Zaščitni znak? Mogoče. Verjetno ste prisotni tudi na družabnih omrežjih? Tako je, imamo Facebook stran, za Instagram se še borimo, kdaj ga bomo odprli, ampak bomo. Pa YouTube kanal seveda tudi. Zdaj, kar se tiče pa teh kaps, to je pa ratala zadeva relativno spontano. Z Mihatom smo bili enkrat na izletu v Istanbulu, videli smo te kapce, zakaj pa ne. Nek imič je to treba imeti. Ja, tudi punk imič je to paše. Ja, tudi, smo tudi na ta imič dobili kakšen komentar, mislim, da predvsem pozitiven. No?
Naslednja bo Busy. Aha, Busy, ja, to je pa naš hvalospev Anžetu Bizeku, ki včasih me neko oddajo, smo radi gledali, no, ena leta nazaj, ki pijemo z Busyjem, pač en možakar, klen možakar, Gorenc, ki je veliko spil takrat lepo in to dokumentiral in se nam je vsem zdelo še kar zabavno in se nam še zdaj zdi zabavno in malo pogrešamo mogoče tiste čase in tako je nastal pravzaprav ta komad. Toliko je po mizi, topta se razbije. Popolna izvedba, ne sam teorije, pokazuje v praksi, kam se stroka lahko razvije. Busy si ga jemlje v easy, nič ga več ne pije. Busy si ga jemlje v easy, nič ga več ne pije. Kaj zdaj dela Busy, ker ga več ne pije? Špila v bendu, težke melodije. Včasih je bil Busy, sam ga več ne pije. Kaj nam preostane razen nostalgije? Sej se še dogaja, sam je več monotonije. V lajfu je prostora tudi za malo norčije. Busy si ga jemlje v easy, nič ga več ne pije. Busy si ga jemlje v easy, nič ga več ne pije. Kaj zdaj dela Busy, ker ga več ne pije? Špila v bendu, težke melodije. Busy je bila slišana skupine Zadnji na spisku. Koliko vlagate v videoprodukcijo? V bistvu to pa res nekaj dost. Imamo sicer en posnetek, ampak on je zelo spontan nastal, ne, v studiu, tako da, ja. Je danes ta nujno za promocijo benda ob vseh streaming platformah, o katerih smo govorili prej? Ja, verjetno bi zdaj mogel reči, da je, ampak no, nam zaenkrat še to ni ratalo, tako da pa še nekako živimo, no. Ne vem, kako bi imeli že zdaj ful denarja, če bi imeli zdaj video spot ali ne, to ne vem, ampak tako, no, bomo verjetno tudi v to smer probali kaj narediti, no, enkrat v prihodnosti. Matej, je nujna videoprodukcija danes? Ja, se mi zdi, da še zmeri nekako večina bendov, vsaj tako nekako zraven singla, da ven se še neki video na YouTube, recimo, ali pa sej na nek način smo tudi mi na to platformo pristopili, ampak pač brez videa, samo z glasbo in neko sliko, recimo, ne. Tudi ja, težko pa rečem, če je nujna, no, veliko bendov verjetno čisto lepo funkcionira brez enega videa, v smislu videospota, no, sej imamo razni posnetki s koncertov in to se danes zelo hitro naredi tudi lahko. Je pa tako, kot Miha pravi, ja, enkrat bo treba iti v to smer, mogoče če se utrne ta prava ideja, kle mislim, da
pol nas to začne zanimati, ne, če je neka, da ne rečem kaj, če je malo heca zraven, pa bomo zihar, ja, da to moramo zdaj. Ne. Če je pa tako, dvomim, da bomo posneli enega, no, zdaj se bom zarekel, ne, tega kruha, ne, ampak nekako ne bi imel zdaj nekega spota, v katerem band na odru igra svoje inštrumente. Ne. Pa verjetno bomo tudi to enkrat naredili. Kdo nam bo sedaj posadil rožice? Rožice, ne vem. Kdo bo posadil rožice? Meni so ene glih kar, no, pač tam sem videl, da so ene že malo vele na balkonu, tako da po mojem, mogoče bo Matej tako rožice sadil. Tudi jaz nisem kaj preveč vrtnarsko navdahnen, ampak pač ja, rožice zalivati jih je treba, delaj z njimi, je pa fajn. Ne? Rastejo povsod, sam te mine, samo tebi. Naše lepe, nežne rožice, rastejo, ko lepo vreme je. Naše male, lepe rožice, rastejo povsod, sam te mine. Rožice in zadnji na spisku. Glasba verjetno ni poklic ali pač? Ne, ni poklic. Se pa radi ukvarjamo z njo. Pomeni, da je to samo ventil za sproščanje? Kaj pa jaz vem, ventil za sproščanje, ustvarjanje. Ja, zame je poklic v resnici, ja. Ampak zdaj v glavnem moram pa seveda praskati na vseh koncih in krajih, kar se tiče glasbe, no, tako da je konkretno tole, bi tudi rekel, da je ventil in sproščanje in fajn je, ker je pač ustvarjalno delo, ker tudi v glasbi ni zdaj vse ustvarjalno delo, marsikaj je. Tako kot pri vsakem delu so take zadeve in take zadeve. In to je ena gotovo od lepših projektov in stvari. Tako da upam, da bo čim več koncertov. No. To je tisto, kar da še malo eno ekstra energijo, pol še, ki jo dobiš mogoče od publike nazaj. Ja, pri meni je podobno, ko premišljate, zdaj glasba ni moja primarna služba, se pa zelo veliko ukvarjam z njo, tako da ne vem, če lahko rečem druga služba, ne vem. Glavni hobi? Ja, je pa definitivno hobi prvi, pa dolg nič. Šele potem na 10. mestu so rožice. Joj. Na albumu na 14. Tako, na 14. ja.
Ja, drugače pa, kar se tiče tega projekta, tako kot je Miha povedal, no, tukaj smo z veseljem in srcem pri stvari, ne, tako da tudi jaz upam, da bomo uspeli se nekako zmeniti za čim več koncertov, da bomo to uspeli predstaviti. Pa pravzaprav na nek način smo kar produktivni in tudi kreativni, tako da zna biti, da bomo drug let spet kakšne nove zadeve že uspeli spraviti do te mere, da bomo kakšen krajši, kako se temu reče, krajši set komadov imeli že novih za posnet tudi. Na koncertih pa že igramo, nekatere tudi, ki jih ni zdaj še na plati. Še eno vrtimo v radijskem delu, preden se preselimo še z intervjujem na splet in predstavimo še preostale 4. In sicer bodo to zadnji na spisku, skladba, ki je poimenovana po vas. Ja, v resnici, ne. To je se zdaj debata, ne, je bil prej ime benda ali je prej ta komad prišel, ampak ja, tle se nekako. Komad je prej prišel tako, da smo mi po komadu poimenovani v resnici. Čeprav ne zaradi komada, ampak ko se nam je zdel zabaven ime, no, v resnici. Ni više filozofije tle. Ja, nekako v nekem trenutku se je bilo treba spomniti ime, pač tako kot vsak bend in pol, kaj pogledaš, ker smo imeli že nekaj skladb spravljenih skupaj, verjetno je bilo to preden smo šli ta prvi del albuma posneti, give or take. Pa ko pogledaš cel koncept, pa mogoče kar paše zraven to ime, tako da zakaj pa ne. Zadnji na spisku, zadnjih na spisku v radijski eter. Mišo, Miha in Matej, hvala za ta radijski del in čez nekaj minute slišimo še na spletu. Hvala vam za vabilo, pozdravljam vse, pa pridite na kakšen koncert. Ne? Tudi jaz se lepo zahvaljujem. Pridite na koncert ali pa nas kar povabite na koncert, tako da upam, da se vidimo. Hvala. Tudi jaz, hvala. Zadnji na spisku, to je dosti pameten, tem ko bo blisku, ko bo zadnji na spisku, ko bo pač vcaj, vente na lisku, ker boš zadnji na spisku, dosti boš, rasko pa stisku, jutr pa zadnji na spisku. Zadnji na spisku. Zadnji na spisku. Zadnji na spisku. Zadnji. Ko pač vcaj, ko me ne bo visku, ker smo zadnji na spisku, kdor je dosti pameten, tem ko bo pisku, ko bo zadnji na spisku, ko bo pač vcaj, ko vente na lisku, ker boš zadnji na spisku, dosti boš, rasko pa spisku, jutr pa zadnji na spisku. 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 Zadnji na spisku, kdor je dosti pameten, tem ko bo blisku, ko bo zadnji na spisku, ko pač vcaj, ko vente na lisku, ker boš zadnji na spisku, dosti boš, rasko pa stisku, jutr pa zadnji na spisku. Zadnji na spisku. Zadnji na spisku. Živja. Mi smo zadnji na spisku. In poslušate Radioaktivno. Bogi revež v petih vstaja, zato da delo ne zastaja. Bogi revež v petih vstaja, zato da šef lahko pozem prihaja. Bogi revež v petih vstaja, zato ker to je vse, kar obstaja. Bogi revež v petih vstaja, zato ker to je to.
rebec v petih vstaja, stokrat to je vse, kar obstaja. Bogi rebec v petih vstaja, stokrat to je to. Indija Koromandija, skupine Zadnji na spisku, z albuma Zadnji na spisku, Mišo, Miha in Matej ostajajo z mano v intervjuju na spletu. Je to Slovenija? Indija Koromandija, No, nekoč so rekli, da bomo druga Švica, sicer ne Indija Koromandija. Mislim, da komad ni bil sicer komentar na nič preveč konkretnega. Pravzaprav mislim, da to lahko povemo, da smo ga malo iz heca napisali za našega bivšega pevca Jerneja, ki je pač to so spet te debate, ki je mogel kdaj o 5 zjutraj vstati, ker je imel videoklice z določenimi državami. Mogoče res z Indijo, se ne vemo, če je res, ampak na ta način pa se pa tekst naredi. Torej malo ironije. Tako, predvsem je pa tekst ni omejen seveda samo na Slovenijo, ampak na cel, kaj jaz vem, življenjski slog sodobnega, ne vem, rečemo zahodnega človeka ali kva. In sicer pač, da vidi samo še delo, no, recimo. No. Mogoče ne zdaj glih vsi, ampak da je to zdaj najvišja vrednota, mogoče je delo in da ljudje živijo samo za delo, no, tako v tem smislu. To je to, tako kar reče tam v besedilu. Ja, ne nazadnje bi potem lahko to povezali s skladbo Ni več denarja, koliko se gleda vse v denarju. Kaj pa jaz vem? Ja, mogoče tako, kot sta povedala, no, jaz mislim, da je to vsaka zase je, no. Tako da, ja. Naslednja bo pivo, ta je najbolj kratka in udarna. No. Ja, čas je, da gremo na pivo, preden nam bojo zaprli gostilno, ne, mislim, da to je nekako sporočilo. Prav strah, da bi zmanjkalo piva, ne, recimo, takrat, ko bi bil človek žeja, ne, to jaz mislim, da je ta strah razumljiv slovenskemu človeku, no, recimo. Čas je, da gremo na pivo, preden nam bojo zaprli gostilno. Čas je, da gremo na pivo, preden nam bojo zaprli gostilno. Čas je, da gremo na pivo, preden nam bojo zaprli gostilno. Čas je, da gremo na pivo, preden nam bojo zaprli gostilno. Preden nam bojo zaprli gostilno, čas je, da gremo na pivo. Preden nam bojo zaprli gostilno, čas je, da gremo na pivo. Preden nam bojo zaprli gostilno, čas je, da gremo na pivo. Preden nam bojo zaprli gostilno, čas je, da gremo na pivo. Preden nam bojo zaprli gostilno, čas je, da gremo na pivo. Zadnji na spisku, oddaja Radioaktivno. Fanti, kako pa vi gledate na slovensko glasbeno sceno? V resnici ne vem, če to blazno veliko spremljamo. Vsaj jaz ne, mogoče. Jaz si rajš kakšno ploščo zavrtim, no, ampak radio je pa tudi, no, vsake toliko, no. Vsaj, ne.
nimam neki stališča. No. Jaz bi že kaj rekel, sam kot le zraven sedi en gospod, ki je slovenska glasbena scena, del slovenske glasbene scene, se bom vzdržal komentarja. Ne, ja, no, sej neč nam povedal, ampak če spremljamo, do neke mere že spremljamo, zdaj, a nam je všeč ali ne, kva pa vem. Ne vem, če imamo kakšno zelo hudo mnenje, ker mogoče toliko zelo nismo vpeti, no, razen mogoče Mateja. In, dokler ljudje ustvarjajo, se nama pritožvali, no. Če pa še dobra muzika, če mrata še kaj dobrega narediti, bomo pa še bolj veseli, no, tako. In seveda zdaj vse pade name. Ker si del slovenske glasbene scene, ne nazadnje sta tudi Miha in Mišo. Kaj te igrata v zadnjih na spisku? Ja, sej, Miha je tudi kar del glasbene scene, malo je zdaj kle skromen. Kaj pa vem, mislim, sej tudi po resnici, jaz spremljam to, kjer sem pač zraven, ostalo pač, kakor greš na kakšen koncert, kdaj po Facebooku. Jaz mislim, da imamo kar nekaj dobrih stvari tudi v Sloveniji, no? Tako da se nimamo kaj skrivati. Mislim, da je bilo očitno, da bo to rekel. Bi lahko mogoče izpostavili 5 glasbenih imen slovenske glasbene scene, ki po vašem mnenju izstopajo? To bom pa prepustil njima dvema, ne? Pa se Miha najprej bori. Ja, ne vem, a ne gremo na Ne glede na žanr, ne glede na zamere. Ne glede na to, a nam je všeč ali ne, recimo. Ja, ne vem, kaj, Kreslin sigura, ne? Kaj, Lim smrad žila, recimo. Ne, kva pa vem, ne vem, da izstopajo. Mislim, lahko bi teh 5 imen, ki jih sicer poslušamo že 30 let, pa jim seveda jim čestitamo in jih pozdravljamo in vse in se nam zdi fajn. Po drugi strani se nam zdi pa tudi fajn, da se kaj zamena, no. Ne vem, kam bom zdaj to napletel, ampak kjero smer, ampak kakorkoli. Recimo, ne vem, kaj bomo omenili, kar se zdaj dogaja, recimo, ne vem, da so Joker Out prišli, pa da so kakor češ nek boom, se nam zdi po mojem še kar pozitivno, no, zato da tudi mlajše generacije dobijo neke svoje idole, ki so iz njihove generacije, da niso to zdaj Kreslini pa in podobni, čeprav nimamo slabih besed v njih, no, kakorkoli. Sam tako, no, se nam zdi fajn, da se stvari premikajo, no, da je še neka prihodnost, da ne bo pol kar konc, ko bojo pa zdaj vsi ta stari šli enkrat, ne. Ne, tle pa res nimam. Ne, jaz mislim, da tako kot sem rekel. In ostal si brez besed. Nimam stališča, tukaj pa res ne. Bo še ti dodal, Matej, koga? Ja, ne vem, mogoče lahko pa izpostavimo kakšno skupino, ki niso tako znani, pa so recimo, ne vem, lahko recimo omenimo Jegulja, zelo radi spremljamo Kozla, ki piše kaj na Facebooku. V končni fazi on je včasih smo si delili plat z marsikero skupino, recimo na teh, ki ni več aktivna, ali pa ne vem, kaj se z njimi dogaja, so bili Karnaval, tisti je bilo kar dobro. Ne. Pa teh, mislim, velike dobrih zadev, no, zdaj, kogarkoli bom pozabil omeniti, bo poljezen. Tako. Sami poslušate slovensko glasbo, razen tebe, Matej, očitno moraš? Ja, pa seveda, Jaz, recimo, ko se vozim, v glavnem, to smem tle reči, v glavnem Val 202 poslušam, bi Radio Prlek, sam ga ne lovi v Ljubljani, no. Sicer pa, in tam se marsikaj zanimivega sliši, no. Tudi ne vem, kaj je zdaj ta neka reperka Masaj ali kva pa neke take zanimive reči, no, ki so, mislim, čist z veseljem to poslušam, pa slišam med tem, ko se pelem, ker mislim, vse po svoje je fajn, da se pač stvari dogajajo in premikajo v neko smer. Je pa res, da zdaj mogoče nismo mi glih v teh generacijah in je to, bi rekel, kot zanimivost je fajn slišati, mogoče ni pa glih, da bi se zelo poistovetil, recimo, no, s tako muziko. Bom pa zato v nadaljevanju vseeno malo preveril, koliko poznate slovensko glasbo. Dajem vam preglednico iz 5 stolpcev. Iz vsakega boste izbrali po eno številko. Jaz bom zavrtel kratek glasbeni izsek, vi pa odgovarjate, kdo je izvajalec in kakšen je naslov skladbe. In predlagam, Mišo, da boš ti izbral najprej stolpec A. Stolpec A. A ja, pa zdaj si eno številko tlele zberem, čist naključno. Čist naključno. Jaz vam zavrtim potem približno 20 sekundni izsek, vi pa potem odgovarjate. Evo, 64. Silvija, ne zapusti me, ne odidi še. Silvija, ne ustavi se, poljubi me, edina moja ti.
Ja, poznamo, ne? Magnifico. Silvija. Ja, samo gotovo, ne? Ja, Silvija, ne? Ja. Pravilen odgovor. Smo v stolpcu B, Miha. 51. Zato ugasnite luči, ugasnite luči, ugasnite luči, kak ne svinče vse se sveti mi. Bo šlo? Čri. Je skupina, mislim, da več ne deluje, pa z našega konca je. Pa naslov skupine je povezan z denarjem, s tisočakom. Sodni Jurija. Okay, ja. Mislim, poznam po imenu, poznam mogoče tudi kakšen komad, ja. Sam tega pa ne konkretno. Ugasnite luči je bil naslov te pesme. Matej, tretja številka je tvoja v stolpcu C. Kaj ste, pa dajmo 7, pa da bilo 7. Rože, 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 rožice, zaljubljen sam v rožice. Rože, 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 rožice, zaljubljen sam v rožice, rožice. Hamo and Tribute to Love. Rožice, verjetno. Točno tako, kot jih imate tudi vi. Tako, vidiš le. Bomo enkrat skup vrtnarali, no, mogoče, ja. Bomo skup sadili rožice nekje v... Ja. Na nek način Hamata vsi trije malo poznamo vsaj, no. Še takrat, ko smo bili skupina General Musashi, recimo. Pa mislim, da nam je on zrihtal, zakaj, da smo bili na RTV. Naslednjo boš, Mišo, ponovno ti izbral v stolpcu D. 77. Kar bo, pa bo, življenje vidno prav izbere. In vedno bom ljubila tebe za naprej in za nazaj. Kar bo, naj bo, še luči prižigam zate. A je blond? Je blond. Je, ne. Sicer ni vaš žanr. Ni čist naš žanr, ja, ampak to je po mojem neki... Mislim, da si pravo črko sedaj rekel. Saša Rendero, ne, B, Brigita Šuler, ne. Na H. H, Helena Blagne. To pa mogo vedeti, no, pa. Ojej, no. Se vem, da si njen fan, ampak ne upaš povedati. Se pravi, Helena Blagne, kar bo pa bo, ali kako? Točno tako. No, evo. In še zadnji stolpec E, boš izbral ti, Miha. Bom, ja, nič 6-1. Če najdeva se kdaj, če najdeva se kdaj. Če najdeva se kdaj, če najdeva se kdaj. Se ti kaj svita? Ti ne. Znana primorska pevka. Primorska? Znana? Že zelo dolgo na sceni, mislim, da toliko kot vi. L, ne. Mogoče Matej, ve. Galbi, ne. T, ne. A, A Nika Horvat? točno to. Naslova pa ne vem. Ja, najdeva se kdaj. Matej, ti si ostal samo pri enem izboru, boš izbral še bonus. Lahko, evo. Pa daj še tudi eno novejšo iz stolpca E. O, Madonna. Novejšo, ampak stari izvajalci, ne. Ja. To je pa najhujš, ne. Teh pa, ne vem, kdo jih še vrti, ne. Ajde, 121. I see the truth, I know you do too. So why do we live in this world the way we do? Your arms are tied, they got to your mind. Don't let them get to your soul, get to your heart. Mislim, da Miha ve. Ja. Free Kind, naslova pa ne bi vedel zdajle z glave. Good Vibrations. Good Vibrations, ok. Moram povedati, da vam je kar dobro šlo. Sicer Mišo je bil zelo tiho pri tem sklopu vprašanj, ampak vseeno. Jah, no, se sem rekel, no. Mogoče moram še malo več radio poslušati, pa bo drugič boljš. Ti, ker ostane na ploščah, mogoče bo boljš, veš. Mogoče se potem uresniči skrita želja, pa bo tudi zadnji na spisku na vinilu. Ja, zakaj pa ne? Vinil je super medij, ne? To je, evo, mogoče enkrat pa res, ja.
Pred zadnjo, ki jo spuščamo, bodo gume, kmalu zimske. Ja, gume je treba skozi menjati, ne? Zato ker je pač, no, zaradi lastne varnosti, pa tudi, da te kdo ne ujame, pa kakšne kazni napiše. Je aktualen vsaj 2krat na leto. Kmalu bo. Ja, se ne me sprašati, da je ta datum, ki jaz zmeri zamujam s temi gumami. 15. 11. Ko to veš na pamet. Vedno enkrat pride čas, da bo dela svoje. Z avtom gre hitrej, kot peš. Samo smet pogoj je denar na mizo. Gospod Miličnik tanko zmeri na ceni spremenu. Čaka v zasidi, da se ne bi to polenu. Kuka vsako leto že na delač meje v cenu. Tale zikr kum že nekaj časa ni zamenu. Zakaj moramo vsako leto? Zakaj moramo vsako leto? Zakaj moramo vsako leto? Zakaj moramo vsako leto? Tudi če dobri sta še dve, moraš menat 4. Ne moreš samo na pol narediti. Ko je bilo odmeri denar na mizo, gospod Miličnik tanko zmeri na ceni spremenu. Čaka v zasidi, da se ne bi kdo polenu. Kuka vsako leto že na delač meje v cenu. Tale zikr kum že nekaj časa ni zamenu. Gospod Miličnik tanko zmeri na ceni spremenu. Čaka v zasidi, da se ne bi kdo polenu. Kuka vsako leto že na delač meje v cenu. Tale zikr kum že nekaj časa ni zamenu. Gospod Miličnik tanko zmeri na ceni spremenu. 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 Mišo, Miha in Matej, za konec tega pogovora, kakšen je pogled zasedbe naprej? Ja, malo sem že mogoče omenil prej, pa želimo si zdaj tole plato predstaviti na čim več odrih. Zaenkrat se obeta par špilov, poslušalci in ljudje, ki bi zelo radi prišli na naš koncert, naj spremljajo naš Facebook, YouTube, bomo poskušali čim več tam objavljati. Band je pa kreativnosti, mislim, da nam hvala Bogu zaenkrat ne manjka. Tako da mi smo že z mislimi malo naprej na mogoče drugi plošči. Tako da neke ideje so, da bi v naslednjem letu šli mogoče par komadov tudi posnet že mogoče. Mogoče, to je zdaj plan, ki je že zafiksiran, ne, ker imamo zdaj že 2 leti zapored v resnici hodimo na smučanje v studio snemati in se nam zdi to super izkoriščen čas, ker za smučanje zato, ker je, če ne drugega, smučanje že tudi toliko drag šport rato, da je še studio cenejši. No, zdaj, tako da je nekako to v planu. No, spet pozim je fajn, ker ni tudi toliko taka, ki je malo, recimo temu, nizka sezona, kar se tiče nastopanja in špilanja, tudi z drugimi zasedbami, recimo. No. In je fajn, da se pač ta čas izkoristi, da se nekaj naredi. No. In danes lahko tudi marsikaj narediš doma. To je tudi res. Recimo, kakšen dober sendvič, pa kaj za jesti, pa tudi, no, seveda se da tudi, ampak ne vem, kar se nas tiče, mi kar prisegamo na to, da naredimo karkoli že naredimo lepo skupaj. Čeprav je tudi res, da med tistim časom, oziroma takrat je Matej celo je bil na eni izmenjavi, oziroma na postdoku v Nemčiji in smo tudi tele pesmi mal še, kako bi rekel, peglali malo nadaljavo, no, tako da sem jaz malo bombne posnel, pa sem pol njima poslal in je pol, ne vem, Matej bas in Miša kitaro, no, tako da se, ampak kar se naše muzike tiče, mislimo, da je to
nekaj organskega in mora tako zveneti in mora biti tako odigran tudi. No. Se pravi, to pomeni, da smo mi skupaj in da se čutimo. Mišo, še kakšni drugi izzivi? Ne, super je, ne, da se ustvarja naprej, nove skladbe nastajajo in ja, ne, mislim, doma se da marsikaj narediti, ampak ko se gre v studio, je pa le, ne, orang zvok in prostor, ne, in un moment in da se dobro ujame in to je to imamo namen narediti nadaljevanje, ne, tega, kar, ne, danes predstavljamo. Tako da bo rešilna bilka. Bo nadaljevanje, zdaj pa bomo videli. Rešilna bilka je tudi tista za konec. Ja, super. To je rešilna bilka. Potem pa gre kar v eter. Mišo, Miha in Matej, hvala, da ste se oglasili v oddaji Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delo naprej. Hvala. Hvala lepa. Ja. Hvala. Izkoristiš ali pa ne. To je tvoja zadnja bilka, da ne boš samo številka, niti čakat, ker že pozno je. Lahko jo izkoristiš ali pa ne. To je tvoja bilka, ne zapravi je. Nazaj ni prava pot, naprej se gre. Za vogalom neki dolga je. To ti je rešilna bilka, že zvonila je budilka, lahko jo izkoristiš ali pa ne. To je tvoja zadnja bilka, da ne boš samo številka, niti čakat, ker že pozno je. Ne obupaj, ne ustavi se, tučecki dan, da naprej ne gre. Moraš migat, da se kaj začne, niti čakat, da se ne zapre. Ali pa ne. To je tvoja zadnja bilka, da ne boš samo številka, niti čakat, ker že pozno je. Lahko jo izkoristiš ali pa ne. To je tvoja bilka, ne zapravi je. Nazaj ni prava pot, naprej se gre. Za vogalom neki dolga je. Ne obupaj, ne ustavi se, tučecki dan, da naprej ne gre. Moraš migat, da se kaj začne, niti čakat, da se ne zapre. Lahko izkoristiš ali pa ne. Lahko izkoristiš ali pa ne. Mi smo zadnji na spisku. Poslušate Radioaktivno.